Običajno se jezik zlomim, zdaj se ga pa sploh ne. Oziroma začel še 3krat vmes kašljati, preden bom dokončal tisti napoved. Ne. Tako da, če lahko rečeš, da si Matevž danes. Pozdravljeni v 51. oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Matevž in Robi. Zdravo, Matevž. Zdravo, Robi. Zdaj sem v bistvu se zmotil, zdaj bi se mogel delati, da sem jaz Matevž. Res je. Najbrž pa poslušalci tudi slišijo, zakaj si tisti danes ti, ki boš, jaz upam, večji del govoril, jaz bom pa samo tako, kimu zraven pa ja govoril. A ne bi svojega šarmantnega glasu. Zdaj bi ga mogel v bistvu da bi ga mogel, ne vem, kam dati. Ja. No, danes snimava že 51. oddajo BIM Pogovori. Sva se pa danes odločila zaradi situacije, ne? Matevž, sva se odločila, da bomo imela malo krajšo oddajo in bova pač pokrila nekaj krajših tem, ko so se nama nabrale že skozi eno daljše časovno obdobje. Tako da, kaj praviš, gremo kar? Ja, absolutno, tako da jaz upam, da bomo kmalu nazaj v normalnih vodah z glasom in splošnim zdravjem. Tako da jaz upam, da bojo tudi podcasti, ki bojo sledili temu, nekako se vrnili v stare tirnice z intervjuji in zanimivostmi iz prakse. Pa sej danes bo tudi poln zanimivosti. Absolutno. Ampak moraš pa priznati, da so kar dolgo zdržala, brez da bi bil kdo bolan. Čeprav jaz sem že bil menda enkrat. Ti si neki se trudil biti bolan, ampak si zelo hitro nazaj prišel. Tole mene je pač izvil zdaj zadnje 2 dni. No. Ampak jasno, če odlašaš, kdaj boš snemal podcast, pa ne želiš zamuditi, potem je to. Ja, no in danes sva rekla, da bova rekla nekaj na temo informativnih dnevov, ki smo jih prejšnji teden imele fakultete, vse fakultete so imele informativne dneve za bodoče študente in trenutne dijake, med drugim tudi FGG, ker smo midva. In imaš mogoče kako pojasnilo, zakaj so se odločili, da bo o tem govorila? Ja, Morda je kdo opazil, mene so zadolžili tam, da sem še celo nekaj povedal. Bilo je to v dnevniku, v nekih poročilih. Sicer lahko povem, da smo snemali tako na pol ure z vprašanji o digitalnem modelarju in ne vem kaj še vse, to mi izobražujemo in kako je gori sploh. Na koncu, če ste morda prispevek videli, je bilo, mislim, tako, da ne bom pretiraval enih 10-15 sekund. Čist v bistvu tako, mimo tega, kar smo sicer govorili, so pač tisto odrezali, kar mi je pasalo, ampak najbrž se, kdorkoli je imel kakšen opravek z novinarji, najbrž ve, da na koncu je pa nekaj podobnega se zgodi zmeri. No, in Matevž je vse toga tako razbolel. Ja, čist me zvil, dobro, ne glih od digitalnega modelarja, čeprav tako, kot sem ti rekel, predno sva to nekako uradno začela snemati, imam s tem digitalnim modelarjem manjše probleme. Pa v bistvu si rekel, bomo govorila o FGG informativnem dnevu, vsi tisti, ki so pač bolj na mariborsko stran, vsekakor se bo potrudila in dobila sogovornika na drugi strani tudi, zato ker me res zanima, kako se te stvari, kako so se izpletle tudi v Mariboru. Tako da nisem se niti trudil kogarkoli dobiti, tako da ne bo kdo presenečen, ampak to upam, da naslednji podcast bo nekaj v tem smislu tudi imel. No, jaz bi rad na tem mestu pač 2 stvari povedal. Eno je, da bi vsaj poskušala razjasniti to, kaj je s tem digitalnim modelarjem. Druga stvar, kar sem pa hotel omeniti, je pa to, da so letos na FGG povabili na informativne dneve goste iz prakse in bila sta gosta, en je bil iz podjetja Elea IC, pa se opravičujem, ker mi je zdaj ime iz glave padlo, mislim, da je bil gospod Angelo Žigon,
drugi je bil pa gost iz DRI. No, in predvsem prvi gost je zelo veliko govoril o BIM-u, o pomanjkanju kadra z tega področja, da trenutno takoj zapustijo nekoga, ki bi pokril Avstrijo in tako naprej. Med drugim so pa na fakulteti letos mene prosili, da sem bodočim študentom predstavil pač BIM oziroma vsaj kaj bi naj BIM bil, pa kaj se bojo učili na fakulteti in te stvari. In smo spet govorili o BIM-u, no? Kar hočem reči to, da se očitno tudi fakultete začenjajo zavedati, da bo treba tudi kaj v tej smeri početi. No? Zato se mi je zdelo zanimivo, da bi to omenila in predstavila tudi najnim poslušalcem. Ja, absolutno se strinjam. No, v bistvu moram reči, da tista tvoja predstavitev BIM-a je tako za dol past. Človek se res nasmeji. Ja, no, lepo, ker je res, mislim, da zakaj je za dol past. No, povej. Ne, mislim, da se povedal, da se smeji. Ja, v bistvu, ker je res, tako bom rekel, no, ko sem me na faksu sprašval, v bistvu, kako po Robi to pove, da sem rekel, ne, če ne drugega se bojo študenti, bodoči študenti, recimo, ne, se bojo nasmejali. Jaz ne vem, a je bil kakšen takšen odziv na sami predstavitvi? Jaz seveda je bil. No, vidiš, evo, to je, jaz mislim, da je konec koncev tudi tako kao una slika, ki je, ne vem, Keep Calm, ki si jo tudi noter vključil. Se mi zdi, da včasih vse ta BIM mogoče malo preveč resno jemljamo, ne? V smislu, kako bo pa rešil absolutno čisto vsako zagato, ki se v gradbeništvu zgodi. To ni v bistvu najbrž neka rešitev, ki je pisana za reševanje vseh problemov, ampak je pa sigurno nekaj, ki gre v pravo smer. Zdaj, če se samo za sekundo še naveže na digitalnega modelarja, pa morda v tem smislu, ja, da na LA bi pa takoj zaposlili, ne vem koga, ki bi to znal. V bistvu me res zanima, kaj ne bi ta oseba znala, ne? Z BIM-a, ne? Ker BIM ni nič, v bistvu, ne? To je v bistvu, če si rekel proces, kje v tem procesu bo pa ta sploh delal? Ne, sej to ni bilo mesto, kjer bi razpravljal o tem z govornikom, ampak ja, se strinjam, ja, sej. To je tako tistem košel, dajmo se učiti BIM, ne. Kaj se boš učil, sej vedno tako, ne. Ampak ja, no pa še to z digitalnega modelarja, mislim, da je to skovanko predstavil Žiga Turk. A se motim? Ne, mislim, da je kar bil on, je. Mislim, da je bil kar on in zdaj se to kar pelje naprej. Dobro se je prijel, ne. To so, ne vem, kdo je to zagrabil, ampak to se je pojavilo v časopisu, potem se je to pojavilo, mislim, da na Pop TV-ju, tisti moj prispevek oziroma pač del, katerega prispevk sem bil, je bilo na nacionalni televiziji. Mislim, res je bilo to tako, se mi zdi, k požar se je to širilo, ne. Ampak bi pa še zmeri, tako kot so me tudi sprašvali novinarji, neko ta digitalni modelar konec konca mora tudi kaj v gradbeništvu vedeti. To ni, da bo Lego kocke zlagal, pa da se bo fino sam imel, ne. Moram mačkan več vedeti, kot pa samo to, da ne vem, v Revitu, Arhikedu, kjerkoli že možno stena postaviti, pa v bistvu okno noter dati in to je to. No, to sem jaz hotel reči, da ta digitalni modelar sploh ni nujno povezan z BIM-om, ne. To bi čist lahko rekel tudi za nekoga, ki modelira v SketchUpu ali pa konec koncev v AutoCAD-u, pa nima nobene veze z BIM-om, ne. Ampak ja, sliši se v redu, lepo je slovenska skovanka in... Predvsem je stran od gradbenika. Tako. Gradbeništvo nima glih nekega lepega prizvoka. Čeprav jasno tiska je imel uvodni govor za študente, tako, ko vidiš tiste slike in v bistvu pač neko to zgodbo, kje bi jasno ljudje živeli, če gradbenikov ne bi bilo, ne. Pol nekako rečeš, pa sej smo kar v redu, ne. Ampak to ni imel Žiga Turk, to je imel Goran Turk. Ja.
Ja, se strinjam, no. Pa tudi ta digitalni modelar gre nekako korak s časom, ampak jaz še vedno mislim, da to ni glih najbolj posrečeno poimenovanje. Sem pa za hec to malo v Google upisal, ker sem želel videti, kaj se o tem piše. In večinoma je vrgel ven samo modelarje, te, ki se ukvarjajo z modelčki. Vse ostalo je pa pač navezava na FGG oziroma na Žigo Turka. Tako da, očitno smo res, ne vem, našli eno skovanko, ki je prej ni bilo in opisuje nekaj, kar se drugače ni dalo opisati na kratko. Tako. Vsaj moje mnenje je, da pa ne bi rad pospraševal, v bistvu je to, da predvsem je dobro, da se o tem govori, da ljudje slišijo, pa morda, da se dejansko, da ne bova zdaj okoli digitalnega modelarja po informativnih dneh preveč zajadrali nekam, dejansko to navezu na naslednjo sliko, ki je imala tukaj nekako pripravljeno. Ker ravno, ko smo govorili na katedri okoli tega digitalnega modelarja, oziroma so se midva pogovarjala, sem rekel, se to vse lepo in prav, ampak kako nekemu normalnemu človeku, ki bo prenavljal neko hišo družinsko, ko bo v bistvu ali želel graditi novo hišo, dopovedati, kaj mu bo BIM prinesel, oziroma sploh povedati, da nekaj takšnega obstaja. To je tisto, kar mene v bistvu trenutno najbolj nekako žuli. Predvsem v smislu, da sem se začel spraševati v bistvu, komu je ta podcast namenjen. In rad bi enkrat rekel, da ni samo namenjen gradbenikom oziroma tistim, ki nekako so blizu gradbeništvu in delajo s temi modeli in morajo o tem kaj vedeti, ampak da je delno namenjen tudi neki širši javnosti, ki bi potencialno se lahko zraven nekaj naučila. Ja, se strinjam, ampak zdaj razmišljam za nazaj, za preteklih 50 oddaj, pa se mi zdi, da je mogoče kakšna desetina takšnih, ki bi jih lahko, oziroma ki bi upal priporočiti tudi komu izven te ozke niše. Ne, absolutno, se strinjam. Tle ni bilo v bistvu govora v smislu, ja, zdaj pa tole sva posnela, zdaj pa to je pa čisto zlato, to morajo vsi poslušati. Daleč od tega. Ampak tisto sliko, ki sem je prej omenil, to je na enem blogu BIM 2050. Ne vem, zakaj 2050, morda mislijo, da bo dejansko BIM takrat povsod, ampak kakorkoli že. Malo sem pregledoval linke, oziroma pač vire o BIM-u na spletu in sem še slučajno pritisnil na ta blog. Na koncu opazil jasno, da je ta nek zapis dejansko že precej v letih, iz marca 2016. Ampak, če na kratko opišem sliko, v bistvu slika ima tako 4 kvadrante z eno tako, recimo, normalno krivuljo normalne porazdelitve, kjer na levi strani imamo zgolj resistance, od spodaj pa denial, na desni strani exploration pa commitment. No in ideja jasno tukaj od zadnji, tako kot jo sam članek opisuje, je v bistvu, da tisti, ki se nekako upirajo temu prehodu na BIM in bi jih morali prestaviti v ta kvadrant desno zgoraj, v bistvu exploration, se pravi, da bi postali raziskovalci te nove tehnologije, zdaj ni več toliko nova, ampak vseeno, jih jasno treba primerno naslavljati. To pač pomeni, da jim predvsem ne moreš prodajati v bistvu nekih pravljic, ampak da jih je treba prepričati z nekimi konkretnimi številkami, z nekimi konkretnimi prednostmi, ki bi jih jasno pri tem prehodu na BIM imeli. No, jaz bi tu dodal še nekaj, kar mogoče nisi dobro opisal, da po abscisni osi imamo čas, na ordinati je pa v bistvu čustvena turbulenca. In to mi najbolj šuka. Bomo sliko polinkali v zapiske, tako da Robi, sem ti rekel, da moram imeti video podcast. To bi jaz lahko pokazal. Ne. Še posebej ne v mojem stanju trenutno, v bistvu, ne?
No, ampak kar hočem povedati, je, da to dejansko ta slika je odlična, zato ker opisuje vse tisto, kar sem jaz želel že velikokrat povedati, pa nisem znal opisati. No. Ampak opisuje vse 4 faze, čez katere greš, ne, ker čisto zadnje je pa potem commitment oziroma obveza. Ne. In mi je to prav tisto super, ker najprej je zanikanje, ne, ampak tukaj ni nekih čustev vpletenih. Potem sta pa odpor pa raziskovanje, v katerih je ful veliko čustev. Ne. Tisti, ki imajo odpor, so izrazito proti, tisti, ki so evangelisti, so izrazito za. Ne. In potem, da pridemo nazaj pač do nekega, ne vem, stanja, kjer se moraš obvezati, oziroma da se obvežeš, da boš to dejansko uporabljal, ne, je pa treba čustva spet malo izključiti in je treba racionalno pogledati. In dejansko ta graf res opisuje super vse te faze enega takega uvajanja BIM pristopa, oziroma ne niti uvajanja, ampak predstavitve ali pa uvedbe BIM pristopa v gradbeništvo, kako bi temu rekel. Ja, jaz se strinjam, ne? Ampak se pravim, poanta je še zmeraj tle, da enostavno vsako skupino posebej je treba primerno naslavljati z nekimi podatki, z informacijami. Ali pa s primeri. No, ali pa s primeri. Skratka, jasno, tudi ti primeri morajo biti naslovljeni na neko konkretno skupino ljudi, ne vsem. Ne more biti nek primer, kot rečeno, lahko je primer dobre prakse, ampak če prepričuje samo tiste že prepričane, v bistvu s tem nisi nič naredil. Ti si mu dal samo pač možnost, da vidi ali pa evaluira pač nek svoj pristop ali pa vidi, da je še morda malo drugačen pristop bolj uspešen. Ampak to ne pomeni, da boš s tem kakorkoli prepričal tistega, ki se temu prehodu na BIM upira. Zato jaz mislim, tle bo treba nekako te stvari načrtno v bistvu dejansko pripraviti nekako v tej obliki. In to se nanaša tudi morda za morda kakšno konferenco v tem smislu, ne, da so pač članki ali pa prispevki, ki so dejansko naslavljajo neke primerne skupine ljudi. Ne kot recimo, kaj smem, BIM konferenca, ki je bila novembra, super, ampak tisti ljudje, ki so tam, so bolj ali manj že commitment. Že vsi so v BIM-u in potem jasno prepričuješ bolj ali manj že prepričane. S tem potencialno nismo prav veliko naredili. Ampak to je zdaj pač delač od tega, da bi novembra, ki je bila BIM konferenca, o tem razmišljala, da ne bo kdo napačne predstave dobil. Ja, ampak je pa še nekaj časa do 2018 konference, da lahko mogoče potencialni predavatelji razmišljajo o tem. Ko pa ravno omenjava konference, si pa ti tudi našel, da bo en tak dogodek potekal v Sloveniji, oktobra, pa to ni BIM konferenca, a lahko malo več o tem poveš? Ja, v bistvu zanimalo me je, kako BIM.si blog kaj deluje. Tako, sem rekel, bom šel pogledati, če kaj novega. Bom rekel, morda na žalost ni. Je pa res, da je zadnji zapis, sicer je zdaj iz oktobra lanskega leta, ravno govori o tej konferenci Build Eur oziroma Build Europe 2018, ki bo, da imamo te datume, 11. do 13. oktober 2018 v Ljubljani. Sama konferenca, oziroma sam dogodek bo na Gospodarskem razstavišču. Zadnji datum za oddajo predlogov za pač prispevke je bil sicer že konec januarja, ampak oziroma submission deadline, call for abstract, konec januarja je bil, ampak še zmeraj na spletni strani piše, da je možno oddati, tako da morda kdo pohiti in kakšno stvar prijavi. V bistvu možnih tem je zelo veliko, od raznih primerov uporabe BIM-a do poslovnih strategij, do programiranja, do različnih programskih mestnikov, do vodenja projektov in tako naprej. Tako da meni se zdi zelo zanimivo. Pa v Ljubljani je, ne? Ja, jaz moram priznati, nisem vedel za to konferenco. Med drugim tudi zaradi tega, ker so zelo neredno začeli objavljati novice na BIM.si in sem potem malo nehal spremljati. Kar je pa mogoče tudi pokazati, da imajo preveč dela.
To je pa zmeri pozitivno, ne? Ja, kar je pa zmeri pozitivno. To sem ravno hotel dodati. Zdaj so že navrgla en kup enih zanimivosti ali pa ne vem, informacij o BIM-u. Ti si med drugim tudi našel eno stran, kjer je dober vir informacij o BIM-u, bova to vse priložila v zapiske. Da tista zadnja točka bi pa jaz spustil, pa je prehranova lahko za kdaj drugič v bistvu, tako da ne bomo čist preveč navrglenih informacij danes. Ja, no, sam te še tole razložim do konca. To je ena spletna stran bimtalk.co.uk, pa potem ena podstran, ki je polna povezav na ostale strani z BIM-om. Tako da, če ima kdo kdaj preveč časa, pa če bi rad razširil svoje obzorje, če gre malo čez te povezave, mislim, da ima dosti čtiva za leto 2018. Potem bova pa kaj druga našla. V redu. Zdaj pa, da ne bomo Matevža preveč mučili danes, gremo naprej na priporočila. Danes imava oba priporočili bolj iz iste teme. Moje priporočilo je en zapis z naslovom Neural Networks Made Easy oziroma nevronske mreže. Nevronske mreže na preprost način. Nekaj takega. In je zelo dober zapis, ki gre skozi te osnove nevronskih mrež, pa kaj se sploh lahko naučijo, kaj lahko naučimo, pa kaj je trening, pa zakaj je plasti, pa tako naprej. Tako da je zelo zanimivo, tako lahko malo preletite, pa to na TechCrunchu, če komu kaj pomeni, pa si lahko malo razširi obzorja. Ti si našel pa spet nekaj bolj vizualnega. Res je? Ja. Je pa, se kaže, da sem imel nekaj časa čez vikend, pač bolj v posli in tako naprej. Tako da sem našel, oziroma poslušal sem en podcast in tam je bilo priporočilo gosta. Naj si pač poslušalci ogledamo film AlphaGo. To je dokumentarc dejansko o AlphaGo, se pravi tem sistemu umetne inteligence, ki je premagal svetovnega prvaka v igri Go. Mislim, da je bilo 2016 ali 2017. Nisem točno prepričan, ampak mislim, da je bilo že 2016. Zdaj ne vem na pamet, ampak dokumentarc je fenomenalen. Tako, da človeku misliti, ne sam po tehnološki plati, v bistvu, kaj se da narediti, ampak predvsem tudi nekak pristop v sami umetni inteligenci in koliko časa to traja in v bistvu podobne zadeve. No? Tako da meni se zdel dokumentarc en izmed boljših filmov ali pa sploh dokumentarnih filmov, ki sem jih gledal v zadnjem času. Super. Bi te pa pohvalil, da danes ni spet audio knjige. Ja, res je. Si šel eno dimenzijo više. Ja, res. Zdaj sam še HDR filme začnem propagirati, tukaj pa smo pa zmagali. V bistvu, pa še tebe prepričam. Pa še 4K. Ne, 4K, tako, to ima že vsak. Ne. Se imaš ti 5K monitor zdaj, v bistvu, kaj se moraš pohvaliti. No, to bomo pa drugič. V redu. Dejva to počasi zapakirati, da je zdaj sva spet bila sama. Tako da verjetno niti ne bilo treba omenjati, ampak povej, Matevž, kje te lahko gosti najdejo, če se kdo zmoti, pa hoče pisati. Ja, to je res matevždolenc.com. Direkt, ja. Tako, no, mene lahko še vedno najdete na robert@klinc.net. Twitter pa zdaj, Matevž je že povedal, da imam nov računalnik in na njega nisem dal Twitterja. Tako da še vedno ga kdaj pregledam, ampak ne pa to, ko sem ga prej in moram priznati, da je veliko bolj za moj fokus. Tako bom rekel. Bolj za tvoj pritisk, ne? Za pritisk tudi, ja. To, kar se zdaj dogaja na Twitterju, ni več ničemur podoben. Pa še nekaj sem hotel napovedati in sicer v eni od prihodnjih oddaj vas bova prosila, če boste izpolnili eno kratko anketo, ki jo rabva ne zato, da bi vas potem iskala po internetu, ampak za en prispevek, ki ga bova mogoče pripravila za eno konferenco. Tako da že naprej lepo prosim, da se boste takrat odzvali. V redu. BIM pogovor
lahko najdete na spletni strani bimpogovori.si, smo tudi na Facebooku pod stranjo Bim Pogovori in tudi na Twitterju Bim Pogovori. Pa še na YouTubeu. Ne moreš zgrešiti, ne? Ne, oziroma opišete v Google Bim Pogovori, pa tisto, kar vam pade tam, lahko najdete. Tako. Matjaž, upam, da se pozdraviš, da čez 14 dni, da boš na boljšem glasu. Do takrat pa kaj boš povedal? Neč Robi adijo. Pa jasno, poslušalcem tudi adijo. Ja, jaz bom pa rekel na slišanje. Ajde, adijo.